Pozdravljeni v srečnem življenju in z vami sem Minka. V glavnem, danes bomo govorili o seksualni energiji. V glavnem, kar želim povedati, danes je bila pri meni na svetovanju gospa in sem rekla, wow, to moram deliti z vami. Ker dejansko opažam preko mojih svetovanj, pač preko osebnih svetovanj, da ogromno slovenskih žensk ima dejansko probleme s spolnostjo. In seveda opažam tudi preko osebnih svetovanj, ker pač povprašam, ker, glejte, s čimer se jaz ukvarjam, je to, da čistim oziroma prepoznavam kode na energijskem polju. In v bistvu te kode so kot virusi na tem našem energetskem polju in preko energetskega polja se te težave, kode, virusi prenašajo naprej na čakre, preko čakr na fizično telo. In zdaj, če pogledamo fizično telo, vemo, da ogromno žensk ima ženska vnetja, da ogromno moških ima težave s prostato, vemo, da ogromno ljudi ima težave s pritiskom, ogromno ljudi ima težave z glavoboli, z nespečnostjo in tako naprej. Se pravi, uradna medicina rešuje posledico, se pravi, glavobol, prostato, nožnico, raka in tako naprej. Ampak v osnovi pa gre z druge strani. V osnovi pa gre z druge strani, da smo na energetskem polju, imamo informacijo, kodo, program iz nekega drugega življenja ali pa iz tega življenja ali pa iz po koreninah družinskega debla vlečemo nek program in ta program, ta koda, ta zakodirana zadeva na energetskem nivoju vpliva na slabše delovanje čakr. Slabše delovanje čakr deluje na fizično telo, na celice, na DNK in tako naprej in potem pride do napačne informacije. Se pravi, je treba iti pogledati, kaj imamo v energijskem zapisu, da lahko pozdravimo fizično telo. No in zdaj, če se vrnem na to, kar opažam pri mojih strankah, je to, da ogromno moških ima pač težave s prostato. Prostata je povezana s samovrednostjo, kako se stavijo v svetu, kako se upajo izražati v svoji moški energiji, in po drugi strani ogromno žensk ima težave s spolnostjo. Večkrat povprašam ženske, kako so pri doživljanju orgazma, in ogromno žensk enostavno naredi ja, okej. Za tiste, ki vas zanima ta tema, zadnja knjiga, ki bo izšla ta teden, Ko imajo moški hormoni žur, je primerna tudi za ženske, ker mi ženske moramo pozdraviti svojo ranjeno žensko dušo, moški pa ranjeno moško dušo. In pišem tudi o teh zadevah. No, v glavnem, druga knjiga, ki vam bo pa pomagala v bistvu razumeti koncept vsega, saj meni je pomagala, je pa knjiga Bojevnica ljubezni. In v tej knjigi avtorica razlaga, kako je izgledal spolni odnos med njo in njenim možem. V glavnem, vsako soboto sta dala otroke v varstvo, odšla sta na večerjo, po večerji sta prišla domov, ona se je spravila v poslo, on je pripravil pornič, sta pogledala skupaj pornič in potem se je on spravil na njo in ona se je ločila od svojega telesa in opazovala svoje telo, kako od spodaj vzdihuje in sprošča neke zvoke, ki jih pač mora sproščati, zato da njen mož čim hitreje zaključi. No in danes se pogovarjam z mojo stranko o tem. In pri njej sem videla tako, da teče energija, njena energija, in odhaja pač k partnerju. In nekako tukaj noter temelj nekako ne funkcionira. In vprašam, glede spolnosti, suša, tako, ne enkrat na teden, enkrat na 14 dni, ampak suša, nekajkrat na leto. Se potrudi. Ampak se potrudi in dejansko tista informacija, ki je šla skozi mene, je bilo na ta način, veste, tako kot nekoč, ko sem jaz še likala srajce, je bilo, to je opravilo, ki ga moram narediti, pač polikati srajce. Čeprav ne maram likanja srajc in ne maram likanja, pač polikaš, zato da je narejen. No, ona na ta način jemlje zakonske obveznosti. Pač da noge narazen, zato da je kljukca.
tako kot se veste, posesan mora biti, stroj mora biti spraznen, pomivalni stroj, pa cune morajo biti oprane, pa obešene, pa ja, kakšna stvar mogoče mora biti polikana. Aha, ok, pa enkrat na teden, recimo nekatere ženske, morajo dati noge narazen, zato da je pri hiši mir, da je kljukca. To ne gre na ta način. In bolj kot spoznavam to dušo slovenskega naroda, bolj prihajam do zaključka, da nekako v Sloveniji velja Paretovo načelo, in Paretovo načelo, veste, kaj pomeni, 80% proti 20%. Se pravi, 80% ljudi ima težave s spolnostjo. No, zdaj pa pojdimo na zdravstvene težave. Kje menite, po vašem laičnem opažanju, da je pri ženskah največ raka? Tam spodaj, ne? Nekatere se tako sramujejo tega tam spodaj, da tudi rečejo, ne, raka imam na maternici ali pa na ustju maternice, ampak gre tam spodaj. In mnogi ne upajo govoriti niti o tem, ker je to še vedno nekaj, kar je od popka navzdol, je vse grdo. Res smo kastrirani, mi slovenski narod, ker imamo toliko za počistiti glede teh naših podzavestnih kod, vzorcev, kar se prenaša po družinskem deblu. Če berete Mileno Miklavčič, a je Milena Miklavčič? Ja. Dejansko lahko veste, kaj vse se prenaša po družinah, po koreninah družinskega debla. Pač to je naša zgodovina. In tukaj noter imamo toliko za narediti, da je to nekaj neverjetnega. No in zdaj, če mi gledamo zelo tehnično spolni odnos med žensko in moškim. V bistvu, ženska preko spolne energije da energijo moškemu. Se pravi, on se priklopi na njo. Ne? In moški preko srčne energije vrača energijo ženski. Zdaj, če jaz to narišem, ampak bom res skico narisala, dejansko bi mogel biti pravilen odnos med moškim in ženskom, a nekaj ponavadi veste, da govorijo, moški ima energijo v spolnosti, ženska pa v srčni energiji. Ne, glih kontra je. Moška energija je v srčni energiji. In s to svojo srčno energijo daje energijo ženski. Ženska, ko občuti ljubljenost, se v bistvu njena generator njene energije napolni z energijo, in to je maternica, in preko spolne energije da moškemu energijo in njemu se poveča srčna energija in lahko še več da ženski in ženska občuti še bolj ljubljenost in se ji poveča njena energija in spet da moškemu energijo preko spolne energije. A ne? Se pravi, moški se preko spolnosti priklopi na žensko energijo, ampak ona ima tako izobilje te ljubezni, ki jo občuti, mu lahko kaj da. In to v bistvu nastane krogotok energije na ta način. In nastaja vedno bolj močno to energijsko polje med partnerjema. No, to je zdaj res skica, samo da boste razumeli, da v osnovi mi ženske, ko smo polne ljubezni, lahko damo to ljubezen drugim, lahko damo svoji družini, nikakor pa ne moramo dati takrat, ko ne občutimo, da smo ljubljene. In moški pa potrebuje, večji del moških, za občutek ljubljenosti, dejansko preko spolne energije on dobi ta občutek ljubljenosti. Zdaj, kje sem jaz to brala? Nekje sem brala zgodbo nekega, knjiga Maske moškosti. Louis Howells, nekaj takega je avtor, govori o tem, kako v bistvu se on počutil vedno bolj praznega, ko je iskal ljubezen pri plačanih damah. In jaz verjamem v to, da moški, ki išče ljubezen, s tem, da mora plačati za ljubezen, se počuti vedno bolj izpraznjenega. Zato, ker moški dobi občutek ljubljenosti preko spolnosti. Zdaj pa pomislite, dame, tiste, ki ste v partnerskem odnosu, a vaš moški preko spolnosti dobiva ta občutek ljubljenosti. Ker če bežite v to, da morate igrati in hliniti orgazem, verjemite mi, on ne občuti ljubljenosti. In zato je tako pomembno,
da greste pozdraviti spolno čakro. In zdaj, kako sploh pozdraviti spolno čakro? Ja, vzamete knjigo v roke, ko imajo čakre žur, in začnete pri spolni čakri. In zdaj, kaj je tukaj noter? Recimo, jaz vam bom prebrala prvih nekaj programov. Recimo, kako veste, da imate težave s spolno čakro, problemi z mehurjem, težave s krvjo, težave z limfo, celulit ženske, otekanje nog, otekanje kolen, bolečina v nogah, probleme z maternico, povešena maternice, miomi, ciste, jajčniki. To je vse spolna čakra. Potem pri moških motnje erekcije, pri ženskah enostavno recimo se reče frigidnost oziroma nezmožnost doživljanja orgazma. Pač enostavno je kos mesa, ki tam leži in ne občuti nič. In ženska, ki ne občuti nič preko spolnosti, pomeni, da je tako močno ranjena iz nekega drugega življenja, da mora to pozdraviti. Potem težave z grlom, izražanje, hripavost, težave s ščitnico in pojav depresije. Čisto največ, katera psihična težava je v Sloveniji najbolj pogosta? Depresija. Noro, ne? No in v glavnem, če greste pa to čistiti, in vam seveda priporočam, pejte počistiti podzavestne programe, ki so povezani s spolno čakro in potrebo imam po razdajanju, po prostituciji. Ampak vam povem prav nekaj teh programov, s katerim sva danes to gospod delale. Bojim se popolnosti izraziti skozi seksualno energijo. Ob vsakem spolnem odnosu občutim posilstvo. Si lahko predstavljate? Dejansko samo misel na to njej predstavlja posilstvo. In zdaj tisto, kar sem pri njej videla, sem videla iz nekega drugega življenja, pač kazale so se piramide, tako da zgleda, da je to neka Atlantida. V času Atlantide je bila spolna sužnja. In pri njej se je dejansko aktiviral program sekte. V glavnem bila je v tistem življenju v neki sekti in je bila kot spolni objekt prodajana. In verjemite mi, da tisti, ki bežite pred spolnostjo in vam je to grozno, ali po eni strani tisti, ki imate neke čudne fetiše, ki vas privlačijo čudne zadeve, ki vas privlačijo čudne, a veste, to je širok spektar, ampak zase veste, da imate neke apetite, ki mogoče štrlijo iz okvirov normalnosti. Saj vemo, kaj je normalno, je lahko močno razširjen pojem, ampak sebe lahko obsojate ali pa lahko do sebe imate mnenje, da ste čudni, imate čudne apetite, čudne predstave, da vas čudne stvari vzburjajo mogoče. Mogoče imate kakšno stvar za počistiti iz preteklega življenja, da dejansko ste bili udeleženi v nekih čudnih zadevah. Pač, glejte, tukaj noter dajmo narekovaje, kar se še pregovor pravi, da v spolnosti in v vojni je vse dovoljeno. Rečemo, da je, ampak ne vem, če je. Gre se za to, da vsak pri sebi počisti svoje kode, ki so povezane tudi s preteklimi življenji in da v zavesti, kaj ima za predelati, kaj predeluje v tem življenju in zakaj se mu dogajajo lahko tako zanimive lekcije. V tistem, ko sem danes pač zaključila s to gospo, sem dobila sporočilo od ene druge gospe in pravi, da nekako nekdo iz njenih sorodnikov ne privošči njej intimne sreče in da dela vse v tej smeri, da izpelje partnerja. In napisala sem samo odgovor: pretekla življenja. Vedno, ko imamo opravka s preteklimi življenji, se aktivira neka neverjetna energija, ampak hkrati se ponavadi pojavijo isti akterji, ki so bili povezani v tisti drami iz tistega preteklega življenja. Zdaj, kako to človek sam počisti,
Lahko vzamete v roke knjigo, ko imajo duše žur, začnete po njej delati in začnete ozaveščati pretekla življenja. Tudi v zadnji knjigi, ko imajo čakre žur, sem o tem pisala in največ sem pisala zdaj v tej zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Ker ja, glejte, spolne veze vstajajo. Energija iz nekega drugega življenja se ne izniči, ampak energija ljubezni, sovraštva, zavisti se ne izniči. Energije se lahko samo transformirajo v nekaj drugega. In te energije, ki se transformirajo v nekaj drugega, je energija odpuščanja, ljubezni in sočutja. To je edina stvar, edine 3 energije, ki sprostijo karmične odnose. Ja, in zdaj, če pogledamo, okrog česa se vse vrti, vse se vrti okoli partnerskih odnosov, ljubezni in denarja. Se pravi, seksualna energija in denar je energija preživetja. Se pravi, tukaj na zemlji se vse vrti okoli korenske čakre in spolne čakre. Ja, seveda boste rekli, kaj pa čista ljubezen? Ja, ampak če bi bili tako čista ljubezen, verjemite mi, ne bi potrebovali zemeljske izkušnje, sploh pa ne v tem času, v katerem smo zdaj. Če bi bili tako čista energija, ne bi bili v tem trenutku tukaj na zemlji. Tako smo pa tukaj in ja, vsak od nas nekaj predeluje, vsak od nas se nekaj uči in res pejte delati na sebi, ker verjemite mi, da je edina stvar, ki v tem trenutku res lahko pomaga vam, da boste bolj živeli, je ozaveščanje ran iz preteklih življenj. In ko boste ozavestili rane iz preteklih življenj, jih boste počistili z zdravilno molitvijo dekodiranja, se boste osvobodili in dejansko bo naredili to. Wow! Verjemite mi, smo v tako posebnem času, pa ne govorimo o tem adventnem času, pa prednovoletnem, ampak obdobje, v katerem smo mi kot duše tukaj na zemlji, smo z namenom, da dvignemo svojo vibracijo na energijo ljubezni, sočutja, odpuščanja in da dvignemo svojo vibracijo tako močno, da enostavno ta temne energije nimajo več vpliva na nas. Tako da, ja, to sem želela povedati. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo s kart prehodu v novo dobo. Stvarstvo, za tele dušice, ki tole poslušajo, ki delajo korake za sebe in ki želijo napredovati v tem življenju. Kaj je ta trenutek za njih res pomembno, da ozavestijo, vejo, da se jim zgodi, kaj je tisto, kar ta trenutek potrebujejo za svoj napredek. Ta trenutek potrebujete za svoj napredek vodo. Voda očisti me. Voda nosi informacijo. Vsaki celici, naši celici je voda. Vsaka celica skladišči energijo čustev. Zato je tako pomembno, da vi začnete delati in ozaveščati notranji monolog, ki gre skozi vas in da si čim večkrat ponovite, v meni je vibracija ljubezni. Dovoljujem, da v meni ta moja vibracija ljubezni raste. Naslednje sporočilo je povezano s svobodo. Čas je za vašo svobodo. Svobodna si. Pogumno se odločaj za sebe, ker podpirate vse stvarstvo, ti si ljubezen in kliči na pomoč vijolični žarek očiščenja. Kako to delaš? Vzemi knjigo v roke, ko imajo duše žur in začni delati na sebi. Tako da, v glavnem, želim vam vse dobro in res iz srca vam želim, da se v vašem življenju zgodi čudež vsega dobrega. Res vam pošiljam Božji blagoslov, ker to je v bistvu tisti nevidni prah, ki vam pomaga, da živite boljše. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.